Pozdravljeni! Danes bo beseda tekla o budget capu, tematiki, o kateri smo slišali, brali, se pogovarjali že mnogo časa. A vseeno rad bi opozoril na morebitne negativne učinke budget capa. In to je zorni kot, katerega smo malokdaj obdelali. Preden začnemo, še krajša pripomba. Sam menim, da Liberty Media želi s to svojo idejo budget capa in drugih omejitev samo dobro za Formulo 1. In ker želi dobro za Formulo 1, naj bi bilo to dobro tudi za nas, navdušence in navijače. A kot pravi stari angleški pregovor, je pot v pekel pogostokrat tlakovana z dobrimi nameni. In tu bi rad opozoril le na možnost, da se stvari lahko izrodijo. Preden začnemo s temi potencialnimi nevarnostmi, bi rad opozoril sploh na dejstvo, kaj je budget cap, kaj pomeni. V mnogih virih smo zasledili razne številke, a da bi šli v malce bolj podrobno razlago, kaj to sploh pomeni, nismo še prišli do tam. Namreč, ekipe so se domenile, da v začetku v sezoni 2021 bo budget cap postavljen na cifro 145 milijonov. Naslednje leto 2022 se bo spustil na 140 milijonov, 2023 bo prišel do 135 milijonov in tam obstal. A ta budget cap ne bo zajemal celotnega proračuna ekipe. Nekateri stroški bodo izvzeti, naprimer plače voznikov, plače tistih najbolj znanih tehnikov, propagandni material, promocijska sredstva in še bi lahko našteval. A vseeno, če vzamemo sezono 2019 in pogledamo razne analize, kakšne proračune so imele ekipe, in vzamemo tistih zadnjih 5 ekip, bomo videli, da njihov proračun praktično ni presegal te meje. Če vzamemo tiste ocenjene številke za ekipe Williams, Scuderia Toro Rosso oziroma danes Alfa Tauri, Racing Point, ekipo Haas in Alfa Romeo Racing, bomo videli, da se je njihov proračun gibal tam med 145 milijoni in 155. Govorim vse skupaj, brez izvzetih tistih stroškov. Torej je nekako jasno, da so te ekipe že danes pod tem budget capom. In seveda sedaj nam je tudi jasno, zakaj McLaren je težil nekako k budget capu tam okrog 100 milijonov, medtem ko Red Bull in Ferrari so hoteli imeti po starem dogovoru tam okrog 175 milijonov. Če vzamem neko moje osebno videnje, neko mojo osebno oceno, ta budget cap pomeni, če vzamemo vse stroške, da ima ekipa na razpolago letno tam okrog 200 milijonov. In seveda to je kar zajetna vsota, čeprav za več kot polovico manjša od tistih, ki jih porabijo Ferrari, Red Bull in seveda Mercedes. In treba je tudi povedati, da po Concord Agreementu dobi Ferrari bistveno več strani Liberty Media, kot bo lahko njihov letni proračun. Zato smatram, da se bo tudi tista vsota ogromno zmanjšala. In zato je ta notranji politični boj in nevolja. A pustimo zdaj to sploh ni problematično. Budget cap zna biti problematičen iz enega drugega vidika. Namreč predstavljamo si, da ekipa zgreši projekt bolida, da njihova šasija ima velikansko napako. In to v zadnjih sezonah se je dogajalo, kar pogosto vzamemo sezono 2018 in McLaren NCL33. Videli smo v drugi polovici sezone, kaj vse so spremenili na tistem njihovem bolidu, koliko sprememb iz dirke v dirko na glavnih delih so pripravili. In seveda posledično je to zahtevalo tudi velik finančni vložek. V sezoni 2019 smo imeli Williams F2 42, tudi bolid z prirojeno napako na šasiji.
In sam sem pričakoval v drugi polovici sezone nekaj podobnega kot pri McLarenu, če že ne variante B šasije, vsaj bistvene očitne spremembe, a nisem jih dočakal. Zakaj? Verjetno zato, ker njihov proračun ni dovolil razvoja drugega tipa šasije oziroma tako radikalnega seta sprememb na komponentah. Treba je tudi nekako razumeti, da so krožile govorice, da Williams ni imel denarja niti za tiste splošne rezervne dele, ki bi jih morali imeti. Torej, ta proračun po svoje je lahko celo prenizek, ukolikor se zgodi kaj takega. In kakšne posledice ima lahko to? Najprej take posledice, da ekipe si ne bodo drznile. Kajti, ukolikor bi zgrešile nekaj, ne bodo imele niti možnosti to popraviti. In tu iz tega zornega kota pridemo v tisto drugo točko. Namreč domenili so se tudi, da tisti, ki bodo zmagali svetovno prvenstvo med konstruktorji, bojo zaradi tega kaznovani. Kar zame je nedoumljivo. Namreč tisti, ki bo svetovni konstruktorski prvak v naslednji sezoni, bo imel manj ur v vetrovniku in manjšo kapaciteto procesorja pri računanju CFD simulacije. Ukolikor koga zanima kaj bolj podrobnega, ima bližnjico v opisu kot ponavadi. A vseeno, ne samo, da meni to načeloma ni všeč. Tisti, ki bodo drugi, tretji, četrti pa do 10. bodo dobili bonus. Več ur oziroma več možnosti za CFD simulacije. In tu se sprašujem sam nekaj. Če je tisti, ki je bil svetovni prvak, najboljši in ima najbolj učinkovito šasijo, z budget capom, tistemu, ki je bil zadnji, kaj bojo sploh pomagale te ure več v vetrovniku, jih bo znal izkoristiti, če je imel težave že pri prvem projektu. Po mojem lahko tudi ne. Ne samo, da ne bo izkoristil, tudi ne bo imel finančnih možnosti tiste ure pretvoriti v kaj učinkovitega. A to je samo moje predvidevanje. A v preteklosti smo imeli pravzaprav na začetku te turbohibridne dobe kar lep primer, do česa lahko pripeljejo podobne omejitve. Namreč na začetku, se lahko vsi spomnimo, smo imeli tiste razvojne žetone pri pogonskih sklopih, kjer je imela ekipa oziroma proizvajalec pogonskih sklopov določeno število žetonov in samo v okviru tistih žetonov je lahko dodelal določene spremembe. In spomnimo se Honde ter njihovega Zero Size koncepta. Ta je bil popolnoma zgrešen, to danes vemo. A s tistimi žetoni takrat sploh niso mogli narediti novega pogonskega sklopa, kateri bi izgledal popolnoma drugače in bil bolj učinkovit. Kar nekaj časa so morali vztrajati pri starem, čeprav so vedeli, da tista rešitev ne pelje daleč. In prav tu vidim sam osebno največjo nevarnost tega budget capa in drugih omejitev, da bomo prišli spet v tisto situacijo podobno tistemu, kar smo videli pri pogonskih sklopih. Formula 1 je pač šport, kjer je treba za določen rezultat tudi vložiti denar. Seveda obstajajo izjeme, a so tako redke, da jih zato kličemo izjeme. Ponavadi je tisti, ki vloži ogromno denarja, tudi bolj uspešen. In tu mislim, da pri Liberty Media niso razumeli filozofije Formule 1. A upam, da se motim in videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost. Za enkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.